Vlada se ne bo sestavljala, to je že jasno. Vlada se ne bo sestavljala na osnovi tega, kdo bo prvi in kdo bo drugi. Vlada se bo sestavljala na osnovi tega, kdo bo tretji, četrti in peti. Volitve, kar bi rad sporočil gledalcem, niso stavnica. Ne volite za božjo voljo samo zato, da se boste zvečer na eni ali na drugi strani lahko hvalili, da ste pravilno napovedali, kdo bo zmagovalec. Ne bom sicer povedal, kaj točno bom volil, lahko rečem, da ne nobene od obeh največjih. Če tega truda volivci do nedelje niso pripravljeni vložiti, vsaj tisti, ki so še neopredeljeni, bodo dobili Slovenijo, kakršno si zaslužijo in jim to povem v obraz, in to je ta gnila Slovenija iz prisluhov. To je tedenski safari, tokrat še zadnjič pred parlamentarnimi volitvami. In še vedno je to podcast, ki ga gledajo levi in desni, pa tudi levi, in v zadnjem tednu se zdi, da vse več besnih, kaj ne, Mirko? Ja, res je model. Sicer pa nas tokrat gledajo tudi vse žive obveščevalne službe po spisku od Sove do Mosada. Pa tudi vsi politiki, ki bodo si ob polnoči končno lahko oddahnili, ko se začne volilni molk, v resnici pa jih bo še do nedelje zvečer tako ali drugače nagovarjala svoje volivce, kaj ne? In na zadovoljstvo projekta Zanima.me tudi vedno več naroda, ki je tik pred finišem kampanje in volilnim molkom vedno bolj izgubljen in zmeden, ne ve nihče več, kaj je res, kaj ni, kaj so samo še predvolilni spini. In zato smo tukaj mi, na tedenskem safariju, in veseli smo, da nas spremlja vse več ljudi, kaj ne, 8000 naročnikov smo dosegli včeraj, kar je tudi en lep mejnik. In več kot 320,000 ogledov v manj kot mesecu dni. Tako da ena lepa hvala vsem, ki ste naročeni, vsi ostali pa kaj še čakate, ne? Ja, kdo bo kingmaker na volitvah oziroma bolj po njih, bo seveda pokazal ponedeljek oziroma razvoj dogodkov, ko se bodo skušale sestavljati takšne in drugačne koalicije, ampak kar se tiče kingmakerjev med političnimi podcasti, je pa to tale, ki ga pravkar gledate. Ne? Tako ne, tega si želimo in ne nazadnje, ko smo že pri kingmakerjih, se zdi, da bo kingmaker teh volitev, prisluškovalna afera oziroma afera posnetkov, ki naj bi jih, kot se zdaj govori, zagotovili torej Izraelci. Zaznamovala je ta afera močno ta teden in mislim, da je bilo v njej izrečenih toliko različnih stvari, da je treba narediti neko, bom rekel, eno analizo. Ne? Res je, v ponedeljek in sredo smo videli dve mainstream 1-1 soočeni duopola, v ponedeljek na Pop TV-ju Golob Janša, potem v sredo bi to moralo biti še na Planet TV-ju, pa je Robert Golob urgentno odletel delati paniko v Bruselj, in je Janez Janša ostal sam. Zdi se, kot da se je nekoliko ustrašil, kaj ga čaka, potem, ko je bil prisoten na soočenju Radia Ognjišče, še mislim, da nekje zgodaj popoldne so ga snemali, potem pa so mu voditelji že na Radiu Ognjišče nekako nakazali, čisto vseh tvojih laži ne bomo spustili v eter, da bi jih pokomentirali, in v tem kontekstu pravzaprav se je Robert Golob, tako se špekulira, morda celo ustrašil soočenje na Planetu, oziroma šel v Bruselj pripravljati teren, nekako na romunski scenarij se tudi ugiba. O tem, s kakšnim izplenom bova še kaj povedala, no prva situacija, ki pa sva jo izbrala za analizo, pa je vendarle pojasnjevanje, ali pa če rečeva linija pojasnjevanja te afere skozi prizmo Janeza Janše od ponedeljka na Pop TV-ju do srede na Planet TV-ju. Ja, in sledila bo še danes večer v petek na Pop TV-ju, tako da sledi zaključno soočenje danes večer, ki ga bomo spremljali tudi na našem podcastu, torej tedenski safari oziroma na portalu Zanima.me. Tokrat v večji meri na portalu Zanima.me. Kdor naj jo spremlja pozorno, ve, da je sobota zjutraj, tisti dan, ko je ponavadi safari special za naročnike in podpornike, no tokrat pa izjemoma, ker je volilni molk blizu, petek zvečer od 21:30 ure, portal Zanima.me, komentar, torej takoj že proti koncu, niti ne po koncu, pač pa proti koncu soočenja na Pop TV,
preko platforme Vimeo. Se vklopimo, torej na portalu zanima.me nas najdejo ljudje, torej ne na YouTubeu, na portalu zanima.me. In glede na našo časovnico bi lahko rekel, da bomo v bistvu zadnja ali pa bomo zadnji slovenski medij, ki bo čisto tam, do meje pred volilnim molkom še spremljal razmere in jih komentiral. Tako da zadnjo piko volilne kampanje bomo dali v našem podcastu in v našem portalu zanima.me. Zdaj pa res pogleva, petkovega soočenja še ni, ko to snemamo, ker bo šele zvečer. Ponedeljkovo in sredino pa smo si ogledali, ne tudi četrtkovo, ampak poglejmo zdaj najprej razplet iz ponedeljka na sredo. Mi se z nobenimi agenti nismo sestali, ne tega datuma, ne kakšen drug datum. Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. On je bil pri nas, ne vem ali točno te datume ali ne. Srečevali smo se tudi drugje, verjetno so googlali, po spletu, našli te slike in zdaj se je sestavila ta zgodba. No, na kar je mene spomnilo tole, se pravi ta recimo vsaj v narekovajih obrat pri pojasnjevalni liniji Janeza Janše, se spomniš Milana Kučana v Dražgošah, ko je novinarki Pop TV rekel, sad te ima, sad te nema, tudi s temi izraelskimi agenti je tako, enkrat so, enkrat niso, pa vendarle bolj resno, moja osebna ocena je, da je linija pojasnjevanja Janeza Janše v tem primeru dokaj slaba. Če citiram ljudi, ki jim Janša zaupa in s katerimi se vsaj na tedenski ravni posvetuje, sliši pa pravijo sami, da je celo katastrofalno slaba ta linija pojasnjevanja. Ne govorim o tem, kaj je res in kaj ne, ker kot bo analizirala kasneje, to v tem trenutku niti približno ni jasno, ali pa vse nejasno v takšni meri, kot se komu zdi, da je. Pa vendarle, v ponedeljek torej ena verzija, da za Black Cube praktično prvič sliši, mislim, da se je celo zdaj namenoma ali ne zaplezal z poimenovanjem te agencije, da se ni z nikomer sestajal in da sicer pozna upokojenega general-majorja Islanda, kar mi je pa posebej iz tiste prve ponedeljkove izjave ostalo v šesih, ne tega datuma, ne kakšen drug datum, in tu je do srede prišlo recimo do spremembe, ker je potem rekel, saj Island je bil pri nas, karkoli že ta pri nas v Trstenjakovi, v Sloveniji in tako pomeni, in da se točnega datuma ne spomni. Očitno pa zdaj v sredo je pa vendarle ta datum že obstajal. Pričemer je bil drug. V ponedeljek smo govorili o 22. decembru, potem pa v sredo se je nekako ta zadeva premaknila na 11. decembru. Tu se morajo zdaj po mojem policija, Sova in potem državni sekretar za nacionalno varnost, ki ga bova tudi še pokazala, in še nevladniki, ki so šli na novinarsko konferenco dogovoriti, kaj je. Ker ena verzija je govorila o 3 postankih od lanskega novembra v Sloveniji in 22. decembru kot tem kritičnem datumu s postankom na Trstenjakovi, druga verzija pa o 4 postankih v Sloveniji in 11. decembru kot ključnem datumu. Torej ta dejstva se ne skladajo. Zdaj, rekel bi pa, da v krogu ljudi, kot sem rekel, ki jim Janez Janša recimo zaupa, ki mu kdaj tudi povedo sredi kampanje neko svoje mnenje o nastopih ali mu svetujejo, pravijo nekako, da tudi sami imajo občutek, ki ga nakazujejo javnomnenjske ankete, tudi Medianina, ki jo bo še pokazala, da zaradi te zgodbe utegnejo biti drugi ali pa imajo vsaj v hiši trenutno občutek, da dejansko so na drugem mestu, pa tudi nekaj ocen, da drugo mesto na teh konkretnih volitvah po tako slabem, katastrofalnem mandatu Roberta Goloba in ob takšni količini afer, piko na i s to afero, da na nek način se zdi, kot bi Janez Janša dokončno ostajal brez mandatarskega potencijala oziroma da gledamo začetek nekega malo daljšega počasnega zatona. Ja, to bo vsekakor zelo zanimivo. Nazadnje kampanjo je SDS peljala pravzaprav do tega zadnjega tedna zelo dobro. Se mi zdi, da običajno smo videli že prej v kampanji kakšne težave. Tokrat lahko rečem, kolikor smo spremljali, je bila kampanja SDS zelo spretna, pravzaprav celo tudi kvalitetna. Recimo spomni se tistih plakatov z banano in Robertom Golobom, ki so nekako prvič je SDS dal ven, ne zdrsne še enkrat. Dal ven neko akcijo, ki je bila, bom rekel, duhovita,
je pičla, ampak tako iz tega nekega sproščenega pristopa. Ne, No, in zdaj imaš ta flip, ne? To, kar je SDS-u vedno v preteklosti manjkalo in v tej kampanji je bilo, ne, dodatno se mi zdi, da res niso pričakovali teh stvari, pravzaprav niti sami, ne, da so pravzaprav tudi njih ti posnetki presenetili, kar nakazuje ne nazadnje tudi recimo fokus kampanje, ki so ga dali zdaj v zadnjem tednu, so dali ven te plakate, naj tudi vaš vnuk govori slovensko in poje slovenske pesmi, nekega dečka s harmoniko, ne, in tukaj se mi zdi, da pravzaprav se vidi, da tudi oni niso tega pričakovali. Ja, in zdaj, ko ravno omenjaš razne plakate in skovanke, imaš po tej aferi, ne, zdaj Flip, kjer tudi ta platforma Zadnja plat, ne, ki jo mi satirično objavljamo na zanima.me, ugotavlja, ne, da je SDS stranka, ki zna prisluhniti, seveda to leti na domnevno organizacijo teh izraelskih prisluhov, ne. Pa vendarle, morda bi šla tudi jaz vidim nekaj razlogov, ne, zakaj je recimo Janez Janša od ponedeljka do srede, pa ne bom rekel ravno čisto spremenil, ampak prilagodil smer pojasnjevanja ozadja te prisluškovalne afere. Namreč, ne, če si pozorno te dni, zadnje dni spremljal slovenske medije, si ugotovil, pa tudi Janez Janša je preko X-a komuniciral, ne, da obstaja tam nek sosed, ki govori o praznem stanovanju, ki naj bi ga najel nekdo iz Sove, ne. Potem si imel zgodbo, mislim, da po mojemu Reporterju, kjer so govorili o sosednji stavbi, ki ima kamero usmerjeno proti Trstenjakovi in naj bi jo najemala ameriška družina, ne. In potem še, to sva slišala danes, tik pred snemanjem, neuradna teorija o mobilni bazni postaji, ki naj bi bila v zasebni lasti, naj bi bila z vidika varnostnega sistema države tudi nezakonita oziroma neuradna, ne, ki naj bi v bistvu ugotovila ne vsebine pogovorov med Izraelci in Janšo, pač pa zgolj dejstvo lokacijsko, ne, da je ena od teh mobilnih naprav iz Izraela torej bila na določen datum na Trstenjakovi, zdaj bazne postaje. Tako imenovana triangularnost je značilna za njih, ne, torej lokacija telefona se vedno najmanj na 3 bazne postaje nekako priklaplja, ne, radi pa naj bi bil, kolikor so mi pojasnili, 150 metrov, če ne več, ne, kar pomeni, da bi po tej teoriji nekdo, ne, ki je organiziral to nezakonito bazno postajo, moral imeti za točno določanje lokacije še kontakte neposredno pri mobilnem operaterju. Da pojasnimo, ne, zdaj tukaj po tej teoriji, ne, torej ta fake bazna postaja, ki naj bi zaznavala, ne, je bila samo ena. Torej to pomeni, da ta bazna postaja, ki je zaznala, ne, je bila očitno nekje recimo da na Trstenjakovi, ne, in v tem radiju 150 do 500 metrov, ne, nekako zaznala, da je ta telefon tja prišel, ne, ampak ker je bila samo ena, ne morejo točno določiti, kje je v tem radiju, zgolj v tem radiju. Ne? Zdaj, zato, da bi pa določili, ali je bila, ne, ker za določenje točne lokacije je pa treba imeti več baznih postaj, torej bi mogli recimo prek Telekoma dobiti podatke iz večjih baznih postaj, da bi lahko rekel na nekaj metrov ali pa nekaj 10 metrov natančno, ne, tukaj je zagotovo ta telefon se nahajal v tem potem. Kar bi bilo seveda spet vse skupaj nezakonito, ker se aktualna vlada pač tako rada te dni pogovarja predvsem o tem, kdo in kako je snemal, manj pa vsebini prisluhov. Ampak kaj želiva reči? Torej v kombinaciji domnevne kamere bližnje, ne? Potem domnevnega stanovanja, ki naj bi ga obvladovala Sova oziroma nek njen neuradni del, domnevne bazne postaje, Janez Janša, to pa je tudi moja intuicija, moj občutek, ko sem gledal ponedeljkov pa sredi nastop, je nekako po mojem ugotovil, da bi ga ob preveč kategoričnem zanikanju kakršnih koli stikov z izraelsko stranjo bilo prelahko postaviti na laž. Zato je ta kurs že začel blažiti nekako. Je pa res, ne, da je treba pa tukaj podariti eno stvar, ne, ki je pa res zanimiva. Ne. Torej, Robert Golob je že v ponedeljek skočil izrazito vehementno, ne, češ, če bo vladal Janez Janša, vam bodo komorkoli prisluškovali. Ne. V resnici pač to, kar zdaj gledamo, ne, pravzaprav lahko vidimo, če bi, pa spet mislim, da celo ni Janez Janša stal za temi posnetki, ampak tudi če bi, ne, torej Janez Janša oziroma Izraelci vas vabijo na špaget,
kvalitete in vas pri tem posnamejo. Robert Golob, ne, oziroma ta klika okoli aktualne vlade, pa z nezakonitimi baznimi postajami v privatni lasti beleži, kje se kdo nahaja in potem to objavlja oziroma uporablja za razne akcije. Ja, tu je igra na pregovorno Janševo odbojnost pri določenem delu volilnega telesa, kjer ta trik, ne, da torej Janša pomeni družbo nadzora, snemanja in podobno, vedno znova zdi se užge. Družba nadzora pomeni vlada Roberta Goloba, šutarjev zakon in procesi. Ne? Torej, ko gledamo zdaj to dogajanje, ne? Torej, po eni strani vidimo posnetki, ki so očitno nastali verjetno nezakonito, ne? Glede na to, da so pač, kar je zdaj jasno. Ne? Domnevno jih je posnel Black Cube. Niti ne vemo, tukaj gre zgolj za podobnost drugih posnetkov iz Madžarske, iz Romunije, kjer naj bi tudi stal zadaj Black Cube. Torej, zaenkrat še nismo videli dokaza, da v resnici gre za Black Cube. Je pa Sova povedala, da so predstavniki Black Cuba bili v Sloveniji. Kaj so delali, pač je vprašanje, ali so bili v Sloveniji zaradi tega ali zaradi kakšne druge zadeve. Zdaj si odprl temo lukenj v zgodbi, ki smo jo slišali od ponedeljka naprej, ko so nevladniki odprli to zadevo in mislim, da je to prava točka, ko zavrtiva klipe dva v enem. Eno je torej iz novinarske konference, kjer si ti postal model, ne? In drugi je potem, kjer je tvojo vlogo modelke odigrala Kaja Kobetič iz Pop TV, sta se pa oba, kot bomo pokazali, srečala z istim principom. Ne? Na enem totalitarnega odnosa. Tako, ja. Skratka, nikjer ni bilo prav zelo zaželeno postaviti dodatnih vprašanj. Ne? Lahko pa rečem, da sem vesel, da je Pop TV vzel za zgled, ne, in začel dobro upravljati svoje delo. Poglejva. Anonimno pričanje je, da je prišel do srečanja, vir ni vedel identitete. Ampak srečanje, mislim, pač... Zdaj Janšo in z nekimi Izraelci, recimo. Ne? Kako povedal so Izraelci? Zdaj, tu je to. Ampak zdaj, Mesiče pa volite ljudi, ki so se ujeli na Libance kot koruptivni, ali nekako točno... Model, mi govorimo o tem, da v Sloveniji najverjetneje deluje izraelska tajna obveščevalna služba. Hkrati pa lahko tudi rečemo, smo proti korupciji in delujemo proti korupciji vedno, ne glede na to, kdo jo izvaja. Drugače bi pa jaz zaključila. Mislim, da smo naredili vse. Najlepša hvala in se vidimo naslednjič. Ne, za konec. Zdaj pa bomo izjemoma, ker je zelo intenzivna preiskava, odgovorili na minimalno število vprašanj, 2, zato da ne ogrozimo interesa preiskave. Kaja Kobetič. Torej, zanima me, omenili ste, da so imeli daljši postanek na Trstenjakovi, ali lahko potrdite konkretno, da gre za stranko SDS? Ne, lahko potrdim samo to, kar sem rekel. Ali za ta dolg postanek obstajajo kakršnikoli dokazi, ne, video, fotografije? Ne, povedal sem to, kar sem lahko povedal. Obstaja pa nek dokaz, torej, da so tam bili? Obstaja dejstvo, da je bila vožnja opravljena do tja. Gospa Kobetič, rekli smo 2 vprašanji. Poglej, če natančno pogledaš oba posnetka, boš videl, kako se funkcije govorcev pokrivajo. Ne? Se pravi, na posnetku ena nevladniki, Nika Kovač v funkciji te moderatorke, ki izrazito skrbi, da se omejujejo vprašanja ali pa da se skozi filter čajno vrečko spuščajo prava in omejuje neprava. Ne? Prepričan namreč sem, ne, da plaz, ki si ga recimo sprožil ti s svojimi logičnimi vprašanji, bi slej ali prej, morda v 3., 5. vprašanju, ne, pripeljal do tega, o čemer si govoril prej. Kako torej vedo, tudi če je ta skupina ljudi res bila v Sloveniji, tudi če je pod 2 bila res na sedežu SDS, kako vedo 3, da je točno ta skupina ljudi povezana s temi istimi posnetki. Mi namreč te kauzalnosti vzroka in posledice, tu ni nobenih dokazov. Ne? Potem pa druga situacija na vladi po sekretariatu Sveta za nacionalno varnost pri Vojku Volku. Vlogo Nike Kovač, torej tega gatekeeperja, odigra direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman, ne, sicer soproga Primoža Cirmana. Kje so torej dokazi za postanek na Trstenjakovi? Povsem logično vpraša Kaja Kobetič iz Pop TV in edini odgovor, ki ga dobi, je dokazov ni. Jaz bom pa rekel, da edini odgovori, ki pa so bili, ne, seveda pod plaščem nujnosti in občutljivosti preiskave, so bili v funkciji potrjevanja zgodbe mladininega novinarja Boruta Mekine. Ne? Ne da dokazov, jaz bi rekel več. Meni je zelo zanimivo formulacija Vojka Volka. Ne? Torej,
so, ne, ali so dokazi, ne, dokazov ni, so dejstva. Ja. Torej, dejstva so, ampak jih ne moramo dokazati, kaj Volk s tem sporoča. Ne. Se pravi, tri nivoje dogajanja imamo in vsi se ukvarjamo samo z enim manjšim, ki je verjetno od vseh skupaj najmanj problematičen. Torej, prvi nivo, imamo situacijo, ko se v Sloveniji vlada vse splošna korupcija. Torej, imamo Alenko Bratušek, ki domnevno krade, ne, oziroma za katere celo Vesna Vuković ne, po telefonu ljudem razlaga, Alenka Bratušek krade, ne, odstavili smo direktorja Darsa zato, da zafrkavamo Novo Slovenijo za politične nasprotnike. Izrecno je bil odvetnik Oberstar, ne, ki je bil v nadzornem svetu Darsa vprašan, ali so želeli, da brez razlogov odstrelite Hajdinjaka, da. Ne? Ja, ne, poslušamo o 10%, ki jih dobi Zoran Janković, zato da potem njegov sin ne, ureja stvari na upravni enoti. Da ne govorim, da poslušamo še o puppet masterjih, o Kučanu in o Zornu, ki je kapitalska plat levice, ne, ki vse usmerjajo pod seboj. Ne? No, ampak to je prvi nivo. In imamo ljudi, ki prostodušno pač ob krožniku špagetov ali pa po telefonu, ki jih nekdo pač nezakonito snema, ne, to prosto razlagajo. In se nihče s tem zares ne sekira. Potem se ukvarjamo s tem, kdo je to posnel in zakaj, s kakšnim namenom. Ne, s tem se ukvarja pravzaprav cela Slovenija, pri čemer ne, dodatno imamo pa še tretji nivo, ki je pa po moje skoraj enako zaskrbljujoč kot prvi. Ne. Torej, kako so nastali ti dokazi? Torej, imamo dejstva, da je torej ta Black Cube bil na Trstenjakovi. Kako to vemo? Ne? Očitno je ali Sova sledila ali SDS-u ali Izraelcem. To pomeni, da iz Sove odtekajo tajni podatki, torej recimo novinarju Mladine ali pa Niki Kovač, ne? Ali pa da dejansko nekdo torej, nezakonito sledi opozicijskim strankam v Sloveniji, kar je pa z vidika neke demokracije, ne, če se pogovarjamo o ugrabljeni državi, o vmešavanju v volitve, pravzaprav škandal, ne, ki ga noben ne naslavlja. Ne. Lej, Peter, oziroma model, ne, smo tik pred volilnim molkom, petek je, sicer bo dan še enkrat v etru, pa vendarle, vedno manj bo priložnosti povedati, kar bom zdaj povedal na glas. In se mi zdi zelo pomembno, preden vsak v svoji tišini čez vikend premisli, komu bo oddal glas. Glejte, zelo jasen bi bil rad. Mi smo pred ogromnim paradoksom. Ne? Sodišče je po mojem mnenju tisto, ki naj se ukvarja z zakonitostjo recimo pridobljenih dokazov in tehta javni interes. Vemo, da je javni interes nad intimo nekoga. Ne? To je nasplošno znano iz preiskovanja kaznivih dejanj. Sploh, če gre za huda kazniva dejanja in za izpostavljanje osebe. Ne? Ampak zdaj bistvo. Kdo je tisti, ki je v prvi vrsti, bolj kot sodišča, ki so zavezana še celemu kupu pravnih uzanc, zavezan javnemu interesu in javnosti? Novinarji so tisti, ki bi morali javni interes postaviti na prvo mesto, kot bi rekel Golob, pika, dokončna pika. Imamo pa interes, ne? Kjer torej bi morali novinari braniti javni interes, konec koncev govorimo o veliki korupciji, ki se razkriva, o zlorabi oblasti, potencialnih kaznivih dejanjih, ne? Zdaj pa novinarji osporavajo in ne branijo tega istega javnega interesa, ne? In to isti novinarji, ki zelo pogosto strašijo pred Janezom Janšo, peljejo oziroma pomagajo peljati Slovenijo v smeri, ki je demokratična družba na Zahodu definitivno noče. In to je smer let's kill the messenger, torej ubimo tistega, ki nam je nekaj novega o korupciji in o stanju demokracije v Sloveniji povedal. To je narobe. Pričemer, dajmo še ena stvar pomembno povedati, ne, ki nam zelo jasno pokaže situacijo v slovenskih dominantnih medijih. Ne. Na tej tiskovni konferenci, ki so jo prej pokazala, ne, kjer sem jaz prišel do nekak zadnjega vprašanja in potem podrl nekoliko to narativo, ki jo je sicer očitno se pol izkazalo, da do neke mere bolj velja, kot je kazalo v ponedeljek, pa vendar, ne, so potegnali neke sklepe, ki še zdaj niso dokazani. Ne. Tam je sedela elita, bom rekel, slovenskega novinarstva. Ne? Torej, najbolj izkušeni, najbolj tisti novinari, ki so nekako veljajo v svojih medijih za tiste staroste, tiste, ki nekako so referenca. Ne? Torej, niso so tudi najbolj prodorni dejansko. Ne? In oni so pravzaprav tam kot papagaj ponavljali torej zgodbo, ki jo je prinesla Nika Kovač v zvezi s temi prisluhi, ne? Oziroma s temi posnetki. Želel bi se še enkrat
enkrat, pa niti ne tako na kratko vrniti, preden greva naprej na poročanje nacionalne televizije. V Odmevih je bil en izrazito zanimiv sklop. Prej bi se še želel za nekaj minut vrniti na Vojka Volka in Svet za nacionalno varnost. Zakaj? Prej sem govoril, da je bila ta novinarska konferenca, mislim, da je skupaj z 2 vprašanjama trajala 5 ali 6 minut, torej skrajno spet omejujoče za medije, ne? Organizirana zgolj v politični funkciji potrjevanja navedb nevladnikov oziroma, če greva na medije, potrjevanju zgodbe tednika Mladina. Ne? Zdaj pa pazi. Zakaj torej aktualna oblast ni sklicala Sveta za nacionalno varnost v celoti? To pomeni, mora biti zraven, ko se poslušajo direktor Sove, generalni direktor policije in še kdo, tudi vsi predstavniki opozicije. Ne bom dal odgovora, ker je vprašanje retorično. Zakaj je bil torej samo sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki ga vodi lojalist, politik, zaprisežen v prvi vrsti Gibanju Svoboda in svojemu šefu v kabinetu Robertu Golobu. Govorim o državnem sekretarju Vojku Volku. Ne? Zato, če gre res tukaj za vprašanje nacionalne varnosti, je minimalni standard, da se povabi vsaj še vodja oziroma vodja opozicijskih političnih strank. In še moje veliko resnejše vprašanje. Spomniš se zelo pred kratkim, ni treba brskati daleč v zgodovino za spomin, da je direktor NPU-ja šel v javnost zelo dramatično zaradi primera Repić. Ko smo govorili o domnevnem izsiljevanju za, 3, 5, 7 tisoč evrov, je imel novinarsko konferenco. Kako za vraga, če so razmere tako dramatične, kot nam razlagajo za državno varnost, nista pod 1 NPU in pod 2 direktor Sove, Joško Kadivnik, začutila dolžnosti, da kot braniki državne varnosti samostojno nagovorijo v tem tednu slovensko javnost, ki jih ima po mojem kar cel kup stvari za vprašati, ne? Ampak so prepustili z nekim sklepom, o katerem je Vojko Volk govoril, celotno komunikacijo politiki, torej političnemu pokrivanju določene narative. In zdaj od tukaj bi samo še za hip skočil na tehnikalije. Zanima me, ne, v slogu imena našega medija, ali je Sova, naprimer, pri konkretnem spremljanju domnevnih agentov Black Cube ravnala proaktivno ali reaktivno. Drugače, sprašujem, kje so obveščevalno-varnostni utemeljeni razlogi, da so postali pozorni na njihovo dejavnost? In ali so za njimi poizvedovali za njihovo aktivnostjo v Sloveniji še preden je Borut Mekina kaj rekel, pa Nika Kovač, ali so potem post festum šli pokrivati njihovo zgodbo. In druga stvar, na koncu, ker si Slovenija vendarle zasluži in želi odgovore, tudi ko bojo volitve mimo, želimo odgovore, ne? Če so bila strani tujih faktorjev v Sloveniji storjena kazniva dejanja, ne? Sova zagotovo ni ta, ki jih preiskuje. Torej bi morala že v tej fazi odstopiti karkoli ima tožilstvu in policiji. Ne? In tu pogrešam vlogo državnega tožilstva kot ključnega faktorja v tej zgodbi, ki ga pa sploh ni bilo v tem tednu nikjer. Ne? Ja, jaz predlagam, mislim, da je prav, ne, glede na to, da marsikdo ni uspel čez teden v celoti slediti, oziroma je bilo medijsko poročanje tako zelo konfuzno, da je pravzaprav prav, da pojasneva malo celotno genezo te zgodbe, da narediva eno kratko razlago, ampak poglejva morda najprej še izjavo oziroma poročanje za ta teden za oddajo Odmevi na TV Slovenija, bližnjevzhodne dopisnice Karmen Švegelj. Sam je poudaril predvsem to, da podjetje dela za druga podjetja, torej na nek način, da gre za korporativno špionažo, če se tako izrazim, in da ne prevzemajo strank, ki bi bile politično aktivne kjerkoli v tujini, da torej naročnik ne more biti neka politična stranka. S tem je zanikal, ne, da bi lahko opozicija v Sloveniji bila naročnik, seveda pa je lahko katero podjetje. Ampak govorila sem pa tudi z nekaterimi drugimi ljudmi, ki so prej bili v Mosadu in so še tudi zdaj nekako aktivni v teh krogih in so dejali, veš, če bi res bili mi, Izraelci, za to operacijo, se mi dva danes ne bi pogovarjala, ker ne bi ti vedela, da se je to zgodilo. Mi ne puščamo takih sledi za sabo, da bi prileteli na letalo, pristali na Brniku, se rokovali sredi Ljubljane in potem izvedli strašno tajno operacijo. Tako sarkastični so bili danes odgovori, ki sem jih cel dan skušala iskati.
Torej, zdaj, če naredimo eno kratko sintezo tega celotnega dogajanja okoli teh prisluhov oziroma posnetkov, ki kapljajo v javnost dan za dnem v zadnjih 2 tednih. Imamo kot prvo 2 ločeni zgodbi. Ena je zgodba Facebook profila Maske padajo, druga je zgodba spletne strani Anti-Corruption, ki se zdi, da več kot očitno nista povezani. Mislim, da ne. Torej, Maske padajo, zgodba, ki se zdi, da so torej, v glavnem posnetki, ki jih je najverjetnejše po naših informacijah, kolikor jih imamo, pravzaprav levi pol ustvarjal zato, da so se znotraj nekako med sabo drugega držali v šahu. Torej, razni funkcionarji Gibanja Svoboda so snemali drugega, da bi s temi posnetki drugega držali v šahu in za te posnetke se je govorilo že nekaj časa, da obstajajo nekje na prodaj in očitno jih je pač nekdo torej, zdaj začel uporabljati oziroma za ta namen. In to je čist druga zgodba, kot zgodba Anti-Corruption. No in samo tukaj, ravno preden začneva še o Anti-Corruption, tu bi že pričakoval, ko sem prej tožilstvo omenjal 2 ločeni preiskavi. Eno je recimo Vesna Vuković lahko kot oškodovanka, nekdo jo je pač nezakonito snemal. Po drugi strani bi morala biti v ločenem postopku Vesna Vuković tudi kot osumljenka, ker je med drugim, kot smo razkrivali v eni od preteklih epizod, zelo jasno govorila, da vpogleduje preko ene od preiskovalnih komisij Državnega zbora nepooblaščeno v dokumente, v katere sicer ne bi smela. Celo še tretje. Lahko bi bila Vesna Vuković v 3. ločenem postopku tudi priča, ki nakazuje kazniva dejanja nekih drugih oseb. In celo osumljenka, zakaj že 2 leti, ker mislim, da je tam datum nekje konec leta. Oktober 2023. Jesen 2023, da je torej že takrat vedela, kje je Alenka Bratušek krade, pa tega ni nikomu naznanila. Tako da že tukaj je pravzaprav tudi ne nazadnje so storilka, če je imela res te dokaze. To je, kar se tiče tega. Kar se tiče pa spletne strani Anti-Corruption in teh posnetkov, ki so prišli. Več kot očitno je, da je bila ta zadeva izpeljana profesionalno na nivoju nekih tajnih služb, zdaj katerih, je pa še vedno vprašanje, a je to res bil Black Cube, a je bil morda Mossad, a je bil morda kdo drug, in tudi iz nekako vsebine, ki izhaja. Torej, če gledamo, kaj so bili vprašani ti funkcionarji, bivši funkcionarji, odvetniki, ki so ob krožniku špagetov ali pa preko Zooma te stvari prostodušno razlagali, se zdi pravzaprav, da kot prvo niti ni imel s tem nič skupaj Janez Janša, razen morda, da je bil v kakšnem kontaktu z njimi obveščen, pa še to ni dokazal, da je res bil, in da se kaže, da je bil tarča pravzaprav tukaj posredno Zoran Janković in Robert Golob kot proksi v Sloveniji, Aleksandra Vučića, nazadnje vemo, da se pač dogaja nekako na Balkanu ta širša zgodba, kjer se pač reže lovke Aleksandra Vučića. Po eni strani, torej to je ena možnost, in Zoran Janković je prijatelj in nenazadnje tudi partner, lahko rečemo, ali pa pač sodeluje z Aleksandrom Vučićem, so dobra prijatelja in posledično omogoča določene mafijske posle tudi v Ljubljani. To zdaj vemo, da ni več skrivnost, sodeč po teh razkritjih. Torej, to je opcija A, da gre tukaj za neko širšo geopolitično zgodbo, oziroma če bi vzeli opcijo B, da dejansko za temi zadevami stoji država Izrael z zelo konkretnim namenom, torej in za obojem torej imamo neke indice, da za te stvari gre, s konkretnim namenom kot maščevanje za priznanje Palestine, ki ga je Slovenija naredila, in kot pravzaprav opozorilo oziroma preprečitev, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike. In točno to se je ta teden zgodilo. Torej, ta teden smo lahko spremljali, kako je vlada, ki je prej najavljala in vehementno se ukvarjala ves čas s tem, kako bo prijavila, kako se bo pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael na mednarodnem sodišču v Hagu, češ da gre v Palestini za genocid, kar nenadoma zadeva umaknjena pod tajno, sprejeta s preglasovanjem Gibanja Svoboda. Ob izjavah nekaterih akterjev, tudi zunanje ministrice Fajonove, da je bilo kar nekaj geopolitičnih pritiskov pred to sejo, in izjavo, mislim, da če ne celo Luke Mesca, da je bilo strani vladajoče stranke izvedenega na sami seji kar nekaj pritiska, da se torej ne pridružimo. Zdaj si odprl cel kup zelo dobrih iztočnic v 2 smeri. Na kratko, glede tistih posnetkov, ko si omenil vejo Anti-Corruption spletne strani. Prej sem omenil tožilstvo pa policijo recimo v zadevah okoli Vesne Vuković.
Ta veja prisluhov, torej, ki so tudi video zelo kakovostni, zvočno boljši in tako naprej, tu je še material za tretjega akterja protikorupcijsko komisijo, ne? In bi rekel, če že izhajajo zelo jasni sumi kaznivih dejanj ravno pri Zoranu Jankoviću, namreč Nina Zidar Klemenčič, ne, je tam govorila, kako je bila zraven, ko se je v zameno za obljubo podkupnine nekaj skušalo hitreje urediti preko upravne enote. Druga stvar, ki jo želim reči, ne, pa je v zvezi s tem, kar si omenil, da je ravno tako verjetno, da gre za neko zasebno agencijo tipa Black Cube kot za uradno operacijo države Izrael na območju Slovenije, zdaj pa pazi, ne. Tule je bilo rečeno strani dopisnice Bližnje vzhodne od RTV-ja, da se je na nek način generalmajor Island posmehoval, ne, ko je rekel, glejte, mi smo business to business podjetje, delamo neke vrste industrijsko špionažo in se ne ukvarjamo z istimi stvarmi, ne. Namreč, let, ki ga je Borut Mekina objavil in so ga dali tudi na tiste slajde CX, ne vem kaj točno, ne, sem vrgel v aplikacijo Flight Radar. In dobil lete tega istega letala od oktobra lani do sredine marca letos, praktično do pred nekaj dnevi, na kar sem vse posnetke zaslonov, tako imenovane screenshote, vrgel v umetno inteligenco, v plačljiv chat GPT, in mu opisal okoliščine. Torej gre za domnevno obveščevalno letalo na podlagi destinacij, ki so bile od tega pol leta obiskane. Mi skušaj najti vzorce, s čem se ta ekipa ukvarja. Ne? Pazi, kaj je našel. Pod ena je našel, da se zelo veliko ukvarjajo z analizo dogajanja v Iranu. Ruskega vpliva na Iran. Pa te spomnim na tisto, kar si govoril prej, ruski igralci na Balkanu, Vučić, Golob, Janković in tako naprej. Pod dve, zelo veliko so se destinacije tega letala ukvarjale z Gazo, vprašanjem Gaze, napetosti med NATO in rusko stranjo, spet vzorec Rusija. Ne? In tretje, Ukrajina, Rusija, neposredno spet napetost NATO-Rusija. Kaj želim reči? Vzorc, ki ga je umetna inteligenca v nekaj minutah poiskala iz destinacij, na katere leti to letalo, ne kaže, da bi šlo za industrijsko špionažo, ne, ker potem ne bi bilo nekih ponavljajočih vzorcev, pač pa za najbolj aktualna ta hip geostrateška vprašanja, s čemer se ne ukvarjajo zasebna podjetja, ampak države. In od tu naprej vprašanje, ki ga Janez Janša ponavlja Robertu Golobu, kako pa to, da ste si glede tožbe proti Izraelu čez noč premislili in to na tajni seji. Ne? Skratka, če mogoče strneva, ne, torej, opcija A, ne, gre za sledenje srbsko-ruskim interesom oziroma vprašanje Izraela. Opcija B, ne, Izrael ima svojo ambicijo, torej svojih geopolitičnih interesov tukaj, ne, in mislim, da je zelo jasno, da te zadeve ni organizirala stranka SDS, kot se prikazuje. Ne. Prikazuje se, češ, Janez Janša je poklical Black Cube in naročil to operacijo. Je pa res, da Janez Janša sam potrjuje, da stike s temi ljudmi ima, ne nazadnje generalmajor Eiland, ne, je bil predsednik Sveta za nacionalno varnost v eni izmed preteklih izraelskih vlad in Janša je potrdil, da sta se na več konferencah srečala, da se večkrat slišita, tako da možnost je, ne, da je SDS tukaj bila v tem projektu nek stranski igralec, recimo kot nekdo, ki bi dal kakšne namige, koga je smiselno povabiti na špagete ali kaj podobnega. Ki bi si tudi obetal neke partikularne koristi seveda od tega. Zagotovo pa ni naročnik, ne, oziroma iz tega, kar vemo, ne, ker je ogromno stvari še nejasnih, ampak iz tega, kar vemo, lahko sklepamo, da SDS zelo verjetno ni naročnik, ne, in da pravzaprav jih je celo do neke mere ta celotna zadeva presenetila. Je pa res, da je Janez Janša to pojasnjevanje, od kje pozna Eilanda in kako izvedel predvsej nespretno, mediji, ne, pa so to masovno pograbili in zaspinali pravzaprav v neko drugo smer. Ne. Pa še na nekaj bi te opozoril. Spletna stran Anti-Corruption je, če se ne motim, od torka neaktivna. Zadnji posnetek je bil torej odvetnik Jože Oberstar, ki ga bova tudi še pokazala z neko poanto njegovo. Ne. Od takrat novih posnetkov ni. Bile pa so, ker je bilo na začetku 6 linkov kot 6 prilog oziroma videoposnetkov, dodani še 4 linki, 7, 8, 9 in 10, kar meni recimo navzven izgleda, kot da se je nekdo v trenutku, ko je naredil to širitev iz 6 na 10 prilog, še pogajal. S kom? Lahko da tudi z Robertom Golobom. Ne? Če se pridružite tožbi recimo na seji vlade proti Izraelu, ne?
bo vseh 10 prilog v roku, ne vem, nekaj ur objavljenih, se pravim, ne vem, lahko me razvoj dogodkov do nedelje še demantira, a meni ta trenutna neaktivnost spletne strani in neke zastraševalno nakazane nove priloge kažejo na to, da bi se prav lahko nekdo tudi z vladno stranjo vmes pogajal, kaj točno bo. Ne? Drži in mislim, da bo pred naslednjo vlado vsekakor ena velika čistilna akcija, da te stvari počisti. Je pa, mislim, da tukaj dokaj jasno, da je vsaj aktualna koalicija bistveno bolj pravzaprav obremenjena, ne, vsaj domnevno z temi možnimi pritiski ravno, recimo strani Izraela, ki se očita pravzaprav Janezu Janši. No, zdaj, ko si odprl vprašanje katerekoli že bodoče vlade, skoraj ne morva mimo Anžeta Logarja, ne, in mimo konec koncev tega zadnjega v nizu posnetkov, sem že omenil odvetnika Oberstarja, ki je spregovoril o nekem kapitalskem ozadju trde levice, ki naj bi ta hip celo stalo z Anžetom Logarjem. Dajmo to pogledati. He's a grandmaster masonry of Slovenia. Okay. The strongest. Really? I know him personally. Nice. And he really controls a huge amount of things in Slovenia. Every time. When Golob won, he was next to him. When now he is with Logar. So you have to watch where Mr. Zoran is. Logar is a competitor? Logar is now competitive. Maybe he will join Golob in his coalition. So that you have, and Zoran is leftist connected to Kučan. Povezav ni, demokrati nimamo stricev iz ozadja in tudi nikoli se nismo pogovarjali o kakršnikoli priključitvi Golobovi vladi. Za nami stoji kapital naših članov. No, lej, Peter, jaz bi tudi tukaj rekel, pa spet ne trdim, da gre za kakšno laganje ali zavajanje, ne, ampak podobno kot Janez Janša se mi zdi, da je imel tudi Anže Logar malo preveč linij pojasnjevanja po tem posnetku, namreč najprej je objavil X, en daljši X, ne, v katerem je zapisal, citiram, no, sej, če me podpirajo posamezniki iz leve, je to samo dobro, ker utrjuje glavno sporočilo demokratov in to je sodelovanje, ne. No, potem pa je pred kamerami za televizije že govoril kategorično, torej za nami ni nikogar, nimamo stricev, naši edini strici so člani s svojimi prispevki, ne. Hočem reči nekaj na tem, ne, da se različne interesne skupine prerasporejajo glede na njihove trenutne koristi, verjetno je. Ne. Ja, zdaj, kar se tiče Zorna, ne, jaz sem preveril pri nekaj, recimo temu simpatizerjih ali pa bližnjih, ne ravno čisto v vrhu stranke, ampak recimo ljudi, ki spremljajo Anžeta Logarja, sami so mi rekli, da je pravzaprav to teorijo, ne, z Otmarjem Zornom prinesel Reporter in da ga sami torej niso nikjer zaznali pri demokratih. Ne, torej opcija je, da je recimo Oberstar prebral v Reporterju in potem to prodajal Izraelcem naprej, ali opcija B, Otmar Zoran je nekje zelo prikrito, ne, torej ne zelo javno del torej te ekipe demokratov. Mimo grede, Otmar, ko smo ravno pri obveščevalnih igrah, Otmar Zoran je kadar kar nekaj desetletij nazaj izobražen, govorimo o univerzitetnem šolanju v ZDA na temo obramboslovja in obveščevalno-varnostnih struktur. Tako da, če Otmar Zoran želi kje ostati pod radarjem, to definitivno zna, morda celo bolje kot politiki, ki jih gledamo trenutno na sceni. Ne? Zdaj, kaj bi rekel glede tega, recimo neko širše vprašanje, ki ga seveda odpira posnetek o domnevnem vplivu Otmarja Zorna, je seveda, kaj bo Anže Logar storil ponedeljek po volitvah. Ne? To je pravzaprav vprašanje za $1 milijon ta trenutek. Ne? Kam bo nesel te glasove? Ali jih bo 7-8 trenutno tako nekako kaže v parlamentu, ne? Ali torej nazaj v objem, kot nekateri strašijo Janezu Janši, ne? Ali kot nekateri opozarjajo Logarja, da bi bilo morda zanj celo nevarno in uničujoče, v neko podobno vlado, kot smo jo gledali zadnja 4 leta. Torej v ta trojček, pri čemer za levico ne verjamem, no, bi se morale potem karte verjetno zložiti nekoliko drugače. Tule, glede na informacije, ki jih imava, menda stvar ni tako črno-bela, ne, in je v veliki meri odvisna, kdo poimensko sede v parlament po 22. marcu. V bistvu, ne. Ja, mislim, da tukaj Logar se je znajdel v zelo kompleksni situaciji ta trenutek. Na eni strani pravi, ne bomo omogočili še ene Golobove vlade, na drugi strani ne bomo omogočili še ene Janševe vlade. Ne bomo skočili, oziroma poudarja, želimo mešano vlado, želimo sodelovati z vsemi preko pola. Ne,
Ne? In zdaj ta trenutek se torej pojavlja vprašanje, ne? Glede na to, da se zdi, da se koalicije brez Gibanja Svoboda ali brez SDS-a ne bo dalo narediti, nekako kaže, da približno polovica poslancev odpade na ti dve stranki. Ne? Torej, s kom torej bi sestavil vlado? Ne? Špekulacije so, Logar je nekako računal očitno na bistveno več, kot mu ta trenutek kažejo ankete, ne, in si želel biti sam ta mandatar, ne, to bi bila zanj optimalna opcija in potem bi pač on kot mandatar sestavljal to pisano koalicijo, pač kolikor bi se dalo po teh načrtih. Ne. Zdi se, da teh načrtov ne bo in zdaj se tukaj Logar pojavi v hudi dilemi, ker ali ostane v opoziciji, kar mu ni v interesu, ali gre v vlado z levim ali z desnim polom, pri čemer je v vsakem primeru vsaj del volivcev nekako razočaral. Ne, zdi se mi sicer, da bi bil delež volivcev vendarle večji iz desne pri Logarju kot iz leve, tako da je z vidika prihodnosti zanj celo bolj tvegano iti v levo vlado kot v desno, po drugi strani se mi zdi pa, da je bolj jasno, da Janez Janša ta trenutek zelo verjetno ne bo se stopil iz mesta potencialnega mandatarja, torej da bi rekel, v redu, SDS gre v vlado in pustimo nekega tehničnega mandatarja ali Logarja, še posebej, če bo ta razlika faktor 2, 3, 4, ne, kot se zdaj ta trenutek kaže. Ne, in tukaj potem je večja verjetnost, da bi recimo Roberta Goloba sestavili iz te koalicije ven, torej da bi na Gibanju Svoboda zamrznili, kot so zamrznili recimo Zorana Jankovića v Pozitivni Sloveniji in postavili nekoga drugega, s kom je bi Logar sodeloval. Je pa še tretja pot, ne, ki jo večkrat slišimo, ne, iz ljudi blizu, recimo Anžetu Logarju, češ da špekulirajo, da bi lahko prišlo do ponovljenih volitev, torej da nobena stran ne bi uspela sestaviti vlade. Oziroma, da bi ravno demokrati rekli, da teh svojih glasov ne dajo nek eni, nek drugi strani. In ravno ti glasovi demokratov bodo med ključnimi pri sestavljanju koalicije, ne? Torej, da ne bi prišlo do sestavljanja vlade in da bi šli recimo jeseni ali pa prihodnjo pomlad znova na predčasne volitve, pri čemer so pa ravno v zadnjih dneh nekako ugotovili, ne, ti sogovorniki, ne, da pravzaprav bi pri tej medijski krajini, ki je uspela prisluškovalno afero, ki razkriva korupcijo Golobovega kroga, obesiti na Janeza Janšo, ne, v tem primeru, da bi zelo težko demokrati prodali v bistvu, te predčasne volitve kot nesposobnost ali Roberta Goloba ali Janeza Janše pri sestavljanju vlade in ne njihovo kaprico, češ, da so oni zafrknili. Glej, preden greva na ankete, ker smo zdaj že zelo blizu v bistvu temu, kar napovedujejo zadnje ankete, ne, bi rekel, če bi že moral dati svojih 50 ali 100 evrov nekam, bi jih dal na enega od naslednjih dveh scenarijev. Eden je, in jaz mislim, da je to osnovni nek scenarija Anžeta Logarja, da želi z pozicije 3, torej če osvoji tretje mesto z nekim dobrim procentom na volitvah, bo skušal kot kingmaker ene ali druge ali ne vem kakšne tretje vlade, ne, izsiliti oziroma izpogajati zase mesto mandatarja, zato tako prepričano govori, da bojo demokrati vodili vlado, kar je bolj verjetno, če v finišu do nedelje nekako uspe skozi Šivankino uho priti v parlament Vladimirju Prebiliču in Prerodu, ne. V nasprotnem primeru, če bo ta sedmi faktor resni.ca Zorana Stevanovića, pa tega scenarija skoraj ne vidim in potem vidim ravno v zavetju resnice, ne, s katero se je težko resno pogovarjati o naslednji vladi, več kart za Anžeta Logarja, da bo bolj prepričljivo lahko Slovencem razložil, zakaj še ene volitve. No, pa sva že zdaj, če pogledamo zadnjo anketo Mediane, ne, in tudi druge ankete, ki jih nekako, v katere imamo pogled, kažejo, da pravzaprav demokrati v zadnjem tednu nekako izgubljajo, ne, bili so že tam blizu 10 mandatov, zdaj se nekako gibljajo okoli 7. Ne, kaj bo še prinesel zaključek kampanje, bomo videli, ampak smo že zelo blizu konca in zdi se mi malo verjetno, da bi demokrati bili na tretjem mestu, bistveno bolj verjetno, da bi tretje mesto ohranila, kot trenutno kaže, ne, oziroma skupna lista Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa. Ne, ampak zanimivo je to. Ne, zdaj, včeraj smo lahko videli to anketo Mediane, že nekaj dni nas tudi Valikon in Nina Media prepričujeta, kako je Svoboda celo več odstotnih točk spredaj pred SDS-om. Ne, zdaj, ankete, oziroma v pogled, v številke, ki jih imamo dodatno mi v pogled, recimo neformalno, vendarle kažejo, da
je ta vrh vsaj v zadnjih dneh še bil zamenjan, torej da je SDS še v prednosti pred Svobodo, da pa izgublja pa vendar, da se ta prednost v zadnjih dneh zmanjšuje. Ne? Glej, tracking poll, neuradni dnevni, nekako vsak večer pogledamo, ne, kakšna je aktualna slika tam nekje na vzorcu 600-700 vprašanih. Mislim, da je ta anketa, ko govorimo o mainstream anketah, je ta anketa Mediane med bolj kredibilnimi ali pa kar najbolj kredibilna, kar smo jih v zadnjem mesecu dveh gledali. To je tisti klasični pristop, ne, zaradi tega, ker se je treba pred volilno nedeljo odplezati iz različnih scenarijev, ki si jih nakazal prej, zato da ne zgrešiš realne slike preveč, kar je slabo za ugled agencije. Ne. Bi pa generalno rekel, da moramo številke, torej konkretne procente, ki jih gledamo tam na desni strani, za hip pozabiti in si vedno ankete predstavljati predvsem kot znanilec trendov, torej padanja, stagniranja ali rasti posameznih strank. In tule pa je nekaj stičnih točk med tem, kar midva vsak večer neuradno izveva in med tem, kar kaže tole. Drzno bi si reči tako, da med Svobodo in SDS ni več statistično pomembne razlike, tudi na tistih off the record anketah sta drugi nekje v intervalu zaupanja, torej zmagovalca praktično med velikima dvema težko napoveš, ne? Potem imaš NSI, ki je edina zadnji teden, dva, ravno v obdobju teh največjih turbulenci in afer, v trendu neke predvidljive rasti, ne? In kot si rekel, demokrati so enako v trendu predvidljivega ohlajanja oziroma padanja. Imam pa tezo, zakaj, ne? In to bova kasneje pokazala skozi klipe iz soočenja. NSI namreč v izjemno polariziranem okolju političnem ponuja volivcem bolj jasno vizijo, kaj bi radi v ponedeljek po volitvah. Anže Logar precej bolj bega v teh scenarijih. Potem imaš še SD, ki se po mojem stagnira oziroma se ohlaja nekje, predvsem zaradi precej medlih nastopov Matjaža Hana. Če lahko pri SD-ju še vskočam, ne, ker z ostalim se dokaj strinjam, tako da niti ne bi. Ja. Pri SD je gradil kampanjo ves čas, zelo spravljivo, zmerno in na ta način pravzaprav zelo uspešno vlekel razočarane volivce Svobode vse do prejšnjega vikenda. Ne, zato je bil SD, pravzaprav se je celo okazalo že na 12 mandatih celo, ne, na račun Svobode. Potem pa je v zadnjem tednu, nekako od prek ponedeljka in srede, ne, Robert Golob uspel zelo močno izlijačiti volivce SD-ja prek te histerije. Ne moramo prehiteti Janeza Janšo, samo dve opciji imate, mi ali Janez Janša. Ne, ja, in v tem smislu se mi zdi, da je Matjaž Han nekoliko zaspal ta trenutek. Je pa res, bova povedala, po soočenju se zbujajo. Nekaj od tega, kar zdaj razlagaš, pa je mislim, da na račun SD-ja ravno profitirala Levica. Namreč ta naracija, ne, dajmo se mobilizirati proti Janezu Janši, je za volivce Luke Mesca, Aste Vrečko močnejša kot za volivce Matjaža Hana. Zato mislim, da na račun trenutnih razmer, trenutnih afer tudi Levica počasi pa vendarle nekaj pridobiva, bi pa tole čisto na dnu še pokomentiral. Resnica zdaj tudi po off the record trackingu, ki ga spremljava na dnevni bazi, se vedno bolj utrjuje kot zanesljiv parlamentarni faktor, vendarle jaz tule še vedno dajem 2 klicaja ali pa zvezdici, če želiš zraven. Na volilno nedeljo imam jaz pomisle glede konverzije te podpore v volilne glasove in drugo, povezano ravno s tem, mislim, da prerod, kot bova omenila tudi vedno boljše nastope Vladimirja Prebiliča, še ni čisto out iz teh kombinacij. Ja, mislim, da je treba poudariti še eno stvar in to bo zdaj v bistvu most v naslednjo temo. Ne? Torej, če je v začetku tedna oziroma nekje od petka pa vse do recimo srede izjemno uspešno nastajal ta duopol, ne? Ko se je Janez Janša zapletal s temi razlagami, Robert Golob izrazito napadalno, ne? Gradil pravzaprav v ponedeljek na Pop TV-jem soočenju, kot so že tudi komentirala na tem kanalu, tako da lahko pogledajo ta komentar. Ne, poudarjajo eno samo stvar, torej ali mi ali Janša, ni druge opcije, so se mali igralci do četrtka zbudili in četrtkovo soočenje, torej včerajšnje soočenje na televiziji Slovenija izkoristili za svoje jasno profiliranje in mislim, da četrtkovo, torej včerajšnje soočenje sta bistveno slabše odpeljala ravno vodilna, ne, torej Robert Golob in Janez Janša, bova pokazala par izsekov v kratkem, ne, zato te ankete pravzaprav te situacije še ne zaznavajo in mislim, da je do nedelje tudi ne bodo. Ne, tako da bo v bistvu zelo zanimivo videti, kaj bo dejansko, ker je ravno RTV v soočenju včeraj pokazalo čisto drugo dinamiko, kot smo spremljali pravzaprav celotno volilno kampanjo, recimo tudi na teh večjih soočenjih.
preden greva na te klipe in greva takoj, bi samo še te manjše stranke, o katerih si govoril, pokomentiral na hitro. Se pravi, od pozicije 3 NSI do pozicije 6, Levica praktično ne najne off the record ankete, niti ta ne kažejo več pomembnih razlik, tako da od 3 do 6 po vrsti je možno, da se zgodi karkoli, ravno tako kot s prvima dvema. Pričemer je pri teh številkah itak treba vedeti, da nekje plus minus 3% točke pri teh vzorcih je ta rezultat. Pri čemer, kot že rečeno, obet za 3. mesto precej bolje kaže NSI-u, ker so v trendu ves čas navzgor in precej slabše, predvsem SD-ju in demokratom, ki so nekako v zadnjih dneh navzdol. Okay, predlagam, da greva zdaj še na zaključno, torej zadnje soočenje na televiziji Slovenija. Če so običajno soočenja na televiziji Slovenija manj recimo intrigantna, ne, bi lahko rekel, da je bilo tisto včerajšnje celo med najbolj zanimivimi. Ja, prvič v tej kampanji so dobili tudi oba, torej Roberta Goloba in Janeza Janšo. Ne. In če sva midva ugibala, ne, da se iz nekega razpoloženja voditeljev oziroma obeh največjih strank da sklepati, kaj kažejo tudi neki širši vzorci, ki jih zagotovo oba imata naročene, razne agencije, ki jim to merijo, ne, smo prišli iz zelo sproščenega, nasmejanega, navdušenega Janeza Janše in izrazito živčnega Roberta Goloba do situacije, ko je bil včeraj pa Janez Janša izrazito živčen, Robert Golob pa celo umakne nekoliko v ozadje. Predlagam, da pogledava začetni duel med Janezom Janšo in voditeljico Manico Janežičem Brožič. Gospod Janša, samo še tole vprašanje. Meni gre malo na živce, ne, da v tem studiju so nekateri nedotakljivi. Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni. Ne, nihče ni živčen, vsem se bomo pogovarjali. Kdaj pa ste ga nazadnje kritizirali? Samo še vprašanje. Z generalmajorjem, upokojenim izraelskim generalmajorjem Ajlandom ste se srečali, o čem ste se torej pogovarjali, če se niste pogovarjali v teh prisluhih? O razmerah na Bližnjem vzhodu. Zdaj je bila to na nek način, v narekovajih, še tretja verzija teh sestankov z upokojenim izraelskim generalmajorjem, pa vendarle bolj bistveno, kar si opisoval prej, zelo plastično. Janez Janša je na tole zadnje RTV v soočenje prišel, se dalo sklepati v izrazito slabi koži, sploh na začetku, potem se je že malo vnesel, zelo razdražljiv, nervozen, živčen. Vidno je, tudi mislim, da je kasneje v soočenju ubesedil izrecno, da je s potekom, z vsebinskim fokusom zadnjih dni kampanje nezadovoljen, ne? In mislim, da je ta iritirajoč nastop, ki smo ga gledali sinoči, v bistvu posledica ravno tega, kar sva kazala prej. Torej nekega zmanjševanja prednosti ali pa, če hočeš, trendov, ki nakazujejo, da se lahko na volilno nedeljo obrne vse njemu v škodo v bistvu. Ne? Ja, oziroma tudi ne nazadnje, da je celotna kampanja od začetka, ne, tukaj treba poudariti, od začetka kampanje do zadnjega tedna se fokusirala na zelo vsebinske teme, torej slabo gospodarsko sliko, visoke davke. Z eno besedo, z enim stavkom, kako torej živimo v Sloveniji. Tako je, ne? In je kazalo, da bodo ljudje odločili z denarnico in to bi zagotovo prineslo neko desno-sredinsko koalicijo. Ne? V zadnjem tednu se je celoten fokus obrnil na čustva, na prisluhe, sprožil se je, v bistvu uspel so nekako, se mi zdi, sprožiti ta anti-Janša moment, ki je bil prej močno uspavan. Ne? To je zdaj zelo pomenljivo. Ko smo pri Janezu Janši na polju čustev, Milan Kučan nikoli ni daleč. Ne? Tako bom rekel. Tako da to je ena ta zanimivost, ne, se mi zdi. Je pa zelo oster bil, ne? Torej, zelo nekako bolj živčen, če smo od začetka spremljali, pa izrazito sproščenega, nasmejanga. Ne? Ja, in ravno obratno pa Robert Golob, jaz bom sicer še vedno rekel, ko pogledaš te dni njegovo figuro, ne? Njegov izraz na obrazu, neko energijo, ki jo izžareva med govorom, psihofizično deluje uničen, popolnoma izžet. Je bilo pa opazno to, kar si omenil, da je Janša prišel tokrat razdražljiv, napadalen, agresiven, Robert Golob pa umirjen, zelo umirjen in mestoma pokroviteljski, kot bi bilo nekaj v ozadju že odločeno, v bistvu se je zdelo. Ja, ne, je pa res, se pa strinjam lahko z eno zadevo z Janšo, ne, češ, zakaj se pol oddaje ukvarjamo z temi prisluhi, ne pa z vprašanjem, kako bomo živeli v Sloveniji po teh volitvah. No, zdaj, omenil si že, ne, da po obdobju
obdobju teh duopolnih soočenj so zdaj začutili oziroma imajo dejansko de facto, torej včeraj na RTV-ju, danes večer na Pop TV-ju svojo zadnjo priložnost še drugi voditelji manjših strank, ne, in treba je reči, Jernej Vrtovec, Anže Logar in tudi, ne, tule morda še največji klicaj Vladimir Prebilič, so sinoči priložnost dobro izkoristili. Prebiliča še pokaževa, morda pa najprej tisto, kar sta povedala Vrtovec in Logar, ne? Poglejva. Če vas bo, denimo levi trojček povabil po volitvah v vlado, bi šli? Ne. Zaradi tega, ker je nemogoče sodelovati na ta način, da se tolče obrtnike, podjetnike, previja z novimi davki. Tudi vse tiste ljudi, zaposlene, ki delajo iz dneva v dan in se trudijo. Ker tolčejo po kmetih, da namesto se ukvarjajo z birokracijo, namesto pa, da bi kmetovali. Ta trenutek imajo silne probleme z nafto, ko bi radi orali svoje njive. In nemogoče je sodelovati vlado, ki ima takšne rezultate. Kaj želite? Ime stranke. Ime stranke? Ja, s katero bi bili pripravljeni stopiti v vlado iz leve sredine ali leve opcije. Lejte, mi gremo na te volitve zato, da prevzamemo vlado, da demokrati vodimo vlado. In če demokrati vodimo vlado, vi se morda smejite, ker ocenjujete, da samo vi lahko vodite vlado in gospod Logar enako misli, da samo on lahko vodi vlado. Jaz se smejim zato, ker ste ravno kar potrdili, da Otmar Zoran obstaja. A lahko? S tretjim blokom. A lahko? No, da vodim vlado. In v tem primeru vidim kar nekaj potencialnih partnerjev, s katerimi lahko sodelujemo v vladi. Ali lahko naštejete, ne bi? Gospod Han, gospod Vrtovc, lahko sodelujemo s tudi Gibanjem Svobode, tudi z SDS, tudi z Prerodom. Ja, ne gre, ne gre. Lejte, to je pa stvar programa. Program je tisto. Mi v naslednjem mandatu potrebujemo tehnično vlado. No, vidiš, to je približno tisto, Peter, kar sem jaz govoril prej. Ne? Anže Logar, ko je bil izvan, naj vendarle nekako poimensko našteje partnerje, potem naštel praktično cel studio, dobro, logično ni naštel Kordiša in Mesca, vse ostale pa skoraj v en mah. Ne? Pa Karla Erjavca, ki je izven parlamenta. In mislim, da v dinamiki, ki jo narekuje duopol, torej izrazito mi in oni, ne, to nekako ne. To je tisto, kar se vidi na anketah. Anže Logar, ker nima tako jasne identitete v zadnjih dneh, izgublja to vnaprejšnjo podporo, ki bi jo kdo izrekel po telefonu, ko ga anketar pokliče, medtem ko jo ravno na račun izjemno jasnih stališč, da s to koalicijo ne more sodelovati, pridobiva v bistvu Jernej Vrtovec. No, ravno to, mislim, da je zelo jasno, da pri NSI v ta trenutek ni nekih bojazni, kot so bile morda pri nekaterih pred leti, da bo šla NSI vsako vlado tudi v levo, ko so se potem bali, ko so se pogajali recimo z Marjanom Šarcem, zdaj Jernej Vrtovec zelo jasno komunicira, da tega ne bo. Zato lahko volivci pravzaprav pri skupni listi NSI, SLS, Fokus nekako računajo na neko moderno, zmerno, konzervativno, jasno konzervativno držo v bolj spravljivi retoriki. In na drugi strani pri Anžetu Logarju bistveno bolj nejasno, kaj točno pričakovati, že prej so razložila. Mi je pa bilo zanimivo, torej najprej se je soočenje ukvarjalo pol ure in več oziroma več kot 40-45 minut z temi prisluhi in to afero. Potem so silili vse, naj se je končno že opredelijo, s komu došli v koalicijo. To je, bom rekel, tisto delanje računa brez krčmarja oziroma kurjenje ražnja, dokler je zajec še v gozdu. V resnici je to pomembno vprašanje, pa vendarle koalicija se sestavlja po volitvah in pred volitvami pravzaprav bi bilo ključno slišati, kaj so programi, ki jih stranke prinašajo na volitve, potem pa bomo ugotavljali, koliko so med sabo kompatibilni. Preden greva na Prebiliča, bi nasplošno še par teh, ki jih ne bova zelo podrobno secirala posebej v menu, od dodatne anti-Janša mobilizacije, ki jo je prinesla ta afera z prisluhi, se na anketah rahlo krepi, kot sva rekla, tudi Levica in posledično smo videli sinoči, bom rekel tako, samozavesten, veder, miren nastop Luke Mesca, tudi manj popadljiv kot na nekaterih prejšnjih soočenjih. Skratka, vsebinsko sicer čisto nič novega ali posebnega, vendarle je pa Luka Mesec sinoči deloval na RTV-ju kot nekdo,
ki je glavno nalogo v tej kampanji že obkljukal in je v bistvu miren pred finišem. Ne? Han na drugi strani je bil spet medel nekako v tej svoji melanholični. Bolj zbudil, kot smo ga videli v prejšnjih soočenjih. Veš, kje je na nek način po mojem izgubil, recimo, če že gledaš interno bitko Mesec Han znotraj levega pola, na vprašanju ravno teh prisluhov oziroma tega tehtanja javni interes, torej ali je bolj pomembna grozovita vsebina prisluhov ali to, kdo je nezakonito snemal, je Luka Mesec vendarle zdržal, kot glavni vsebinski partner Roberta Goloba, zadržal toliko pokončnosti in hrbtenice, da je rekel, da ga zelo moti tudi vsebina, medtem ko je Han velik delež minutaže na to temo porabil spet za nezakonite prisluhe, nezaslišano stvar, o kateri zdaj govori Svet Evrope in tako naprej. Ne? Tudi tu je bilo moje glavno razočaranje, kar se Hana tiče. Pri Hanu bi jaz rekel samo še to, ne, da šibkejši kot je SD, in močnejša kot je Levica, manjša je verjetnost, da bi Robert Golob znova sestavil vlado. Zakaj? Pravzaprav zdi se, da trojček, ne, to pa nekako kaže skoraj vse poizvedbe, ki jih lahko vidimo. Ne, torej trojček, ki je aktualno na oblasti, Svoboda, Levica, SD, ne bo dobil večine. Ponovili ne bodo tega mandata. Potrebovali še nekoga, zdaj, a bo zadost Vladimir Prebilič, če sploh prestopi parlamentarni prag, trenutno kaže, da ne, pa vendar je njegov nastop bil ta teden precej dober, tako da jim dopuščamo to možnost. Ne, ampak že Logar, recimo z Levico, mislim, da zagotovo ni kompatibilen v vladni koaliciji. Ne. Tako da v tem smislu je zanimivo, Matjaž Han je tudi izrazil bistveno več pripravljenosti na kakršnokoli sodelovanje in jaz mu celo verjamem, da je on sam pri tem iskren, je pa res, da je ujetnik lastne stranke, ki pa nekega resnega sodelovanja z desnico pravzaprav ne bi dopustila. Zdaj greva k Prebiliču. Mislim, da boš se spomnil v torek, ko se je naša ekipa Zanima.me na zadnje dobila, sem jaz tako bleknil, ampak to je bilo res tisto iskreno iz nekega notranjega občutka, ki ga niti analitično ne znaš zracionalizirati, da imam nek občutek, da v finišu kampanje vendarle zna nad 4% še vedno pokukati Vladimir Prebilič. Tudi deloma pod vtisom tega, da se mi zdi, da te Golobove ankete mu delajo vso kampanjo nekako medvedjo uslugo oziroma ga obtežujejo preveč navzdol. Ne? In poglej, ne, Mediana je pokazala, da ni nedosegljivo daleč od 4% in sinoči, kot sem že rekel, za moje pojme imel celo, ni bil tako zelo veliko pri besedi, kot je imel morda najboljši monolog večera, ki ga bova pokazala. Gleda. Se upravičujem, gospod Prebilič ima besedo. Gospod Kordiš, boste dobili še dodatno besedo, ampak gospod Prebilič pa še ni imel besede. Gospod Prebilič, prosim. Ja, se mu jo niste dali. Najlepša hvala še in lepo pozdrav še z moje strani. Pojdimo po vrsti. Torej, delam v Evropskem parlamentu in lobiranje je normalna stvar. To se dogaja ves čas. Zadeva, ki je zelo čudna, ne, je, da zdaj so te gospe in gospodje, vsem, ki so se ujeli v prisluhe, nenadoma žrtve. Niso. Veste, oni so bili kontaktirani z namenom in oni so sami stopili v to past. Oni so zelo nonšalantno razlagali stvari v Sloveniji, za katere nas je lahko vse skupaj zelo strah in sram hkrati. In danes se o tem sploh ne pogovarjamo, veste. Torej, najprej je treba povedati, da te ljudje so si sami skuhali in nam vsem te probleme. To je prvič. Drugič, ko se pogovarjamo o sprehajanju, to smo večkrat slišali, tujih agentov po Sloveniji. Seveda to se dogaja, ampak vprašanje z moje strani je, kje so potem naše kontraobveščevalne službe, da te stvari seveda pravočasno zaznajo, detektirajo in obveščajo tiste, ki v naši državi državo vodijo. To je druga stvar. Tretja stvar, gospod Pirnat vam je lepo povedal, ne? Te so relativizirali vsebino, pa potem kdo je to prisluhe naredil. Kaj vas bolj skrbi? Vse to. In zdaj, bistvo je, da najprej da odgovorim na to vprašanje, ali je prav ali ne prav, torej legalno, nelegalno. In je lepo povedal, na Evropskem sodišču za človekove pravice so sodbe, ki so jasno povedale, da kadar gre za pravico obveščenosti javnosti, je ta nad pravico vaše intime in vseh ostalih. Ja, in to je bistvo. Vidiš, v bistvu Vladimir Prebilič je sinoči, če sem prav gledal na uro, približno 30 minut, morda celo kakšno več, čakal na svojo prvo besedo, ampak je potem v svoji prvi daljši repliki ubesedil vse tisto, kar si po mojem slovenska javnost tik pred volilnim molkom zasluži slišati, oziroma celo bom si drznil to napoved ubesedil vse tisto, kar
tistim 8 do 10% neopredeljenih volivcev, ki obstajajo še po anketah, nekako godi pred dokončno odločitvijo. Zato moje sklepanje, da za prerod še ni konec. Ne? Ja, celo pred časom smo ugibali. Zdaj, prerod je potem, ko se je ustanovil, torej do ustanovitve so delali precej dobro, po ustanovitvi so naredili narobe vse, kar bi narobe lahko naredili in sklepali smo, da se utegnejo rešiti z dobrimi nastopi Vladimirja Prebiliča na soočenjih, kjer je bil do sedaj ni posebej briliral, potem so ga pa še izločili na Pop TV-ju, zamenjali s Pirati, s čimer so mu oduzeli pravzaprav najbolj gledana soočenja in danes nekako je napovedan, da pride, da bo kot 9. prišel. Pazi, to je zanimiv detajl v tej kampanji. Pop TV je še pred začetkom uradne volilne kampanje šel celo okoli marketinško po kakšnih podcastih in razlagal, da bo ves čas 8 strank, ki jim bo povprečje anket v zadnjih 3 anket kazalo najbolje. Ne? In zdaj v finišu, ker tudi sami spoznavajo, da je vzorčna razlika med Pirati in Prerodom premajhna, delajo kompromis, vabijo oboje in nocoj jih bo 9. Pri čemer so Pirati pa retorično izpeljali zadevo katastrofalno. Res je, in mislim, da bo ne verjamem, da so pred Prerodom na anketah. Jaz mislim, da če bo Vladimir Prebilič nocoj na Pop TV-ju, bo pa to zanj res ključno, obdržal energijo iz sinočnega soočenja na RTV, bo potem ta razlika med rangom, kjer so Pirati in med rangom, kjer je Vladimir Prebilič še bolj očitna, kot bi bila sicer. Tako da mislim, da ima možnosti, da v finišu kampanje obrne stvari k sebi. Bo pa zanimiva ironija, če bo potem Vladimir Prebilič 4 poslanci izvoljen v Slovenski državni zbor. Mislim, da bo v tem primeru celo sam najbolj razočaran. Ampak glede soočenja še ena stvar, upozoril bi nekako pravzaprav pristransko ali pa neprofesionalno je se pravi, vodeno je bilo sicer profesionalno, ampak nekaj detajlov okrog vodenja, oziroma okoli RTV-ga. Slišali smo v uvodu, Državni zbor je prenovil plačni sistem in začel celovito zdravstveno reformo. Oprosti, ne vem, kje smo mi videli v tem mandatu celovito zdravstveno reformo. Videli smo neko katastrofo od neke male reformice, ampak nič drugega. Dobro, sam to ti, ki si modela. Ja, jaz, ki sem modela. Tudi predstavili so mandat, kot da je bila najhujša kriza ever, od energetske do poplav, do ne vem, če vsega, ki je omejevalo delo vlade, in poleg tega potem smo se ukvarjali cel cvet s prisluhi, potem z sestavljanjem koalicije in ta zadnja stvar, ki mi je tudi bila zabavna, genocid v Gazi, torej vsi politiki so se morali opredeliti, kaj zdaj mislijo o tem, kaj se dogaja v Gazi, pri čemer se je pričakovalo, da bodo izrekli besedo genocid, pa bom rekel samo to, par številk bom navedel, pa nekaj gledalci si sami razmišljajo. V Gazi je nekje po navedbah Ministrstva za zdravje od Hamasa, v 3 letih vojne umrlo med 60 in 70 tisoč ljudi. Katastrofa, pri čemer bom jaz rekel, da trdim, da so za te žrtve vsaj enako odgovorni pri Hamasu kot pri Izraelu. Istočasno imamo Iran v enem vikendu režim pospravi 30 do 40 tisoč protestnikov, pobije, brutalno pobije, to ni genocid, to ni, celo Iran je zdaj žrtev ameriškega napada, torej Iran portretiramo kot žrtev, pri čemer je njihov režim bistveno bolj učinkovito pobijal protestnike. Sudan, nihče ne omenja 100 tisoč mrtvih, dejansko izvajajo torej te milice hitrega posredovanja, totalen genocid v Darfurju, tukaj pa se noben ne sekira, in mislim, da to je res en tak zanimiv, kako se pravzaprav do te Gaze, kako se Gazo pravzaprav že leta obravnava izrazito drugače kot vse ostale konflikte oziroma vse ostale, v narekovaju, genocide po svetu, ker sam celo mislim, da pač ne morem reči, da se v Gazi dogaja genocid. Če skleneva ta sklop soočenja, prej si govoril o duopolu, pa o ostalih strankah, ki vendarle konkretno migajo v tej kampanji in računajo v nedeljo na določene svoje odstotke. 2 politika v tem studiu med 9 sta si noči opozorila, da imamo duopol, ki se obnaša, kot da je sam v studiu, in to sta bila pričakovano Anže Logar, glede na to, da je to njegova agenda, da torej obstaja še tretja izbira, manj pričakovano pa morda v isti rok pravzaprav Miha Kordiš z Mi socialisti. Pogledaj še to izjavo, To kampanja se poskuša zreducirati na 2 izbiri. Mi smo ta teden, cel teden gledali, kaj pomeni 2 izbiri. Najprej na ponedeljkovem soočenju, potem pa še začetek današnjega soočenja. Če vi mislite, da je ta spopad
med politiko nekaj, kar bo prineslo više plače, nižje davke, boljši zdravstveni sistem, boj proti korupciji, se iskreno motite. Mogoče ste videli na začetku današnje oddaje, tam ste kazali neke procente od medijane, ki jim nihče ne verjame. Pol studija tle se je začel režati. Na začetku tega tedna je spoštovani filozof in komentator Boris Vezjak dal ven celotno analizo, kako se dobesedno goljufa ankete z namenom tega, da se prestraši volivce, da ne grejo in ne obkrožijo tiste stranke, ki je dejansko želijo. Ker če to naredijo, če grejo in obkrožijo srcem, potem se bo ta duopol, ki ga danes gledamo, ki nam ga vsiljujete, razbil in več strank bo prišlo v parlament. Pejte, obkrožite tako, kot dejansko mislite. Volite srcem. Ja, tukaj bom rekel, da se redko, to pa res redko strinjam v čem z Miho Kordišem, tokrat mu dam prav. Resnica je, da še posebej na teh volitvah taktično glasovanje dejansko ni taktično. Torej, taktično glasovanje za katerokoli od večjih strank na račun manjših pravzaprav ni, ker vlada se ne bo sestavljala, to je že jasno. Vlada se ne bo sestavljala na osnovi tega, kdo bo prvi in kdo bo drugi. Vlada se bo sestavljala na osnovi tega, kdo bo tretji, četrti in peti in kako močni, oziroma sedmi in osmi, če kdo in kdo bodo te igralci na robu. Ja. In kako močni bodo torej tretji, četrti, peti in šesti. Tako da to je v resnici dejansko bistveno pomembnejše, ker tisti, ki čuti, katera stranka mu je zares blizu in da njej glas, mislim, da bistveno bolj vpliva na to, kakšna bo dejansko vlada, ne glede na to, a bo potem nosilna stranka te vlade prva ali druga. In tudi mislim, da je to soočenje, pravzaprav to logiko duopola, ki se je gradilo praktično skoraj od konca prejšnjega tedna do srede, predvsej obrnilo in se zna zgoditi, da bodo te manjše stranke dosegle več, kot se morda zdi na prvi pogled. No, tule moj en napotek ali pa moj osebni apel volivcem pred nedeljo in gre v podobno smer, kot si jo nakazal sam. Glej, jaz mislim, da je v demokratični družbi zelo normalna stvar, ena bolj normalnih stvari, da kot javna oseba tudi javno poveš, kaj počneš na volilno nedeljo. Jaz sem že večkrat povedal, da ne volim, zato pa verjamem, da podobno kot ti dobim te dni veliko vprašanj tistih, ki še niso čisto zacementirani, kaj misliš, kaj naj volim jaz. Me pač drugi vprašajo. In bom javno povedal, kaj jim odgovorim. Odgovorim jim, da če že niso opredeljeni do zdaj, torej do, 20. marca, da naj potem definitivno ne volijo dveh največjih strank, niti SDS-a, niti Gibanja Svoboda. Namreč volitve, kar bi rad sporočil gledalcem, niso stavnica. Ne volite za božjo voljo samo zato, da se boste zvečer na eni ali na drugi strani lahko hvalili, da ste pravilno napovedali, kdo bo zmagovalec. Odgovornost, če se odločiš na volitve iti, je malo večja. Ne bodite intelektualno leni, ker je dejansko odločitev za SDS ali za Gibanje Svoboda v tem, kar vam prodaja mainstream mediji, najlažja možna in najbolj lena možna odločitev. Naj vložijo nekaj več truda v razmislek, komu točno v nedeljo glas, predvsem za drugačno Slovenijo in če želijo vedeti, kaj mislim z drugačno Slovenijo, drugačno od tega, kar so jim pokazali posnetki Dominike Švarc-Pipan, Nine Zidar Klemenčič, Dejana Paravana, Vesne Vuković in tako naprej. Če tega truda volivci do nedelje niso pripravljeni vložiti, vsaj tisti, ki so še neopredeljeni, bodo dobili Slovenijo, kakršno si zaslužijo in jim to povem v obraz, in to je ta gnila Slovenija iz prisluhov. Ja, jaz sicer se gledalci vejo, da imava tukaj zelo različno pozicijo. Jaz sicer pravim, da je škoda, da se ne opredeliš in postaviš nekega... In to je mnenje tvoje, spoštujem. Neke odločitve. Spoštujem in tudi razumem, iz česa izhajaš. Jaz sem šel še od mojega 18. leta na vse volitve in na vse referendume. Vedno se odločam in ne bom sicer povedal, kaj točno bom volil, lahko rečem, da ne nobene od obeh največjih.
No, jaz bi ti tudi rekel, da če bi že volil in spet ne bom, to obljubljam in me ne boste ujeli skrivaj na volišču, ne. Če pa bi že volil, pa edino, kar lahko javno povem, je, da definitivno nisem intelektualno lena oseba, zato tudi ne. Duopola zagotovo ne bi obkrožil. Tako da res mislim, da je prav, da se pač odloča potem, kdo koga, ne, ker mogoče sam še ta uvid, ne, torej volitve duopola vedno pomenijo, ne, oziroma če taktično, rekel, če je nekomu najbližje SDS ali pa res najbližje Robert Golob, pa ne ga voli, ne, ampak v smislu voljenje ali SDS-a ali Gibanja Svoboda za to, da bo prvi na polu, je pa povsem brezpredmetno, ne, ker to pomeni, da voliš stranko, ki ti je manj blizu, na račun tiste, ki ti je bolj blizu, pri čemer bo itak ključno vlogo v koaliciji igralo razmerje med manjšimi in s tem, ko bi volil tisto, ki ti je najbolj blizu, pravzaprav daš več barve in okusa, torej tisti opciji, ki ti je najbolj blizu, ne pa tisti, ki je morda kontra tisti, ki ti je najbolj daleč. Ne. Tako da to morda za zaključek. Ne. Dve stvari še. Tako, bolj na hitro. V torek se podražijo naftni derivati spet. In sinoč smo od Karla Rjavca, ki je sicer imel soliden nastop za moje pojme, vsaj za tisti del volivcev, ki jih želi nagovoriti, slišali špekulacijo, da naj bi od torka naprej bila cena dizla, če sem prav razumel, dobra 2 evra, torej praktično prvič po tistih šokih iz začetka Golobovega mandata. Ne? Vlada je tudi že napovedala, to je zanimivo, na prejšnji Zato si že tankal, Peter. Pred nedeljo je treba tankati, ker pol do nedelje nimava časa več. Prejšnjo rundo smo videli, da je vlada še v ponedeljek zvečer razpravljala in razmišljala, kaj narediti glede cene goriv in šele zvečer najavila, da bodo znižali trošarine. Zdaj so že 6 dni vnaprej najavili, da bodo trošarine znižali do najnižje zakonsko možne ravni in opustili vse možne dodatne dajatve, ki jih je možno opustiti. Tako da bo dvig cene najmanjši možen, ne, pač ostalo je posledica razmer v Iranu. Ne, spet bom pa rekel samo to, ne, vlada je spet pokazala pravzaprav, kako horukarsko deluje, ne, kako nepremišljeno deluje in kako je pravzaprav tukaj ena totalna kratkovidna politika. Ne. Jaz podpiram, da imamo mi bencin najcenejši v okolici, ne, zato ker je to strateška prednost Slovenije, ko so normalni časi. Edinkrat, ko pa tega ni smiselno narediti, je, ko je kriza, ne, in zdaj trenutno je kriza prvič po covidu, ne, in zdaj ne, je vlada vzela logiko, ki bi jo mogla imeti cel čas prej, ne, pa jo ni imela, jo je zdaj vzela in aplicirala, torej da bomo zvozili ta krizne rezerve čim prej ven iz Slovenije, prej, ko bi pa lahko pač mi služili s prodajo nafte, ne, pa tega nismo počeli, ne, in zdaj so končno, ne, spet sprostili cene recimo na avtocestah, kar je edino smiselno glede na to, da se po avtocestah vozijo tujci bolj kot mi. Ne. Ja, jaz danes, preden sem se prepeljal sem šel na črpalko in sem gledal, ko sem točil v tisto številko, imam dizel 1,52 na liter in sem se spraševal, kdaj spet. Ne, pri čemer se mi tudi 1,52 čez daleč ne zdi poceni, sploh glede na koronske cene, ampak vendarle. Sprašal sem se, kdaj bo spet nazaj 1,5, vprašanje kdaj, ne, bi se pa navezal na hitro. Neumna komunikacija vlade, povzročili so 2 šoka. Šok na strani povpraševanja, ljudje so šli takoj spet na manjše bencinske servise stati v kolone, ne, in sprožili so preračunljivo pričakovano taktiko, ki ne more zameriti trgovcem z naftnimi derivati, da so šli omejevati tudi s tistimi plaščki na ročkah, ne, ker niso več motivirani prodajati po prejšnji ceni, če vedo, da čez nekaj dni prihaja občutno večja. Ne. In drugo, neumna pa je tudi politika trošarin /marš, ne, ki so jih dovoljevali trgovcem zadnja 4 leta. Zakaj? Če bi bili do trgovcev ta vlada, ne, malo bolj milostna prejšnja 4 leta, bi jim zdaj, to sem prepričan, trgovci pomagali kompenzirati, ublažiti šoke na mednarodnih trgih, tako tega manevrskega prostora ni več. Ne? In še to, kar si omenil, da je zdaj ob avtocesti vendarle sproščena trošarina za trgovce, cena oziroma marža za trgovce. To je moralo po 4 letih kadrovske bitke na Petrolu, ki je ni dobil, Roberta Goloba neverjetno boleti po egu, pa vendarle ob tem se retorično vprašam, kaj vse naredi pritisk jeznih ljudi pred volitvami. Ne? Ja, dodobom pa sam še to. Ne? Zdaj, vlada, ne, nam zelo velikodušno razlaga, kako nam je zagotovila najnižje cene goriva v regiji. Ne? Rekel bi pa samo to, ne, da zdaj s temi omejitvami goriva, ne,
in temi pokritimi ročkami imamo en tak prvi priokus, ne, kam te pripelje še en mandat ali pa še 2 mandata vlade, kakršna je bila ta. Ne? Torej, tudi v Venezueli ne, so te cene močno omejene, ne, in posledično police prazne. Zdaj, mi imamo pač na srečo zaenkrat samo pri benzinu to situacijo. Ne? Zdaj, ko poslušamo Luko Mesca, Miho Kordiša in ne nazadnje tudi Roberta Goloba, ki mu te 2 diktirata pravzaprav politiko, ne, pravzaprav se lahko kaj kmalu zgodi, da pridemo tako kot je bila Venezuela, ena najbogatejših držav v Južni Ameriki, do praznih polic. Ne, te ročke benzina so pa nek napovednik tega, ne, pri čemer Golob, ne, spet smo lahko videli, enostavno vse čas laže. Zadnja točka dnevnega reda, ekskluzivna, tvoja zgodba na portalu zanima.me, bil si z ortopedom Kavčičem v Novem mestu, to je v bistvu figura, iz katere je skoraj pop zvezdo naredil Robert Golob, ne, za serijo nekih laži, sistematično sta šla skozi dejstva, ki jih Golob v tej kampanji nanizal, tudi eno ni preživelo, kolikor sem jaz to prebral. Eno je. Eno je, poglejmo en kratek izsek iz enega izmed podcastov, kjer je nastopil Robert Golob pred kakšnim tednom, pa mislim, da bo bolj jasno potem vse. Ne? Ampak meni je res nezaslišano, da je nekdo, ki je predstojnik oddelka v bolnici v Novem mestu, si dovoli, da svoje paciente, tiste, ki potrebujejo lažje posege, podarjam, lažje posege, odpelje v zasebno ambulanto, kjer jih on v popoldanskem času operira in ima iz tega bistveno večje zaslužke, kot je njegova osnovna plača v bolnici. Potem seveda nekateri pravijo, ja, pa sicer bi te ljudje čakali, zato je pa najbolj grozno pri celi tej zgodbi. Je bil pa podatek o čakalnih dobah. Ko je nadzorna služba v bolnici Novo mesto temeljito analizirala ta primer, se je namreč pokazalo, da je v čakalni vrsti pri tem za to storitev, ki jo je ta predstojnik opravljal, bilo pred njegovo odpustitvijo, oni so ga krivdno odpustili zaradi teh malverzacij, ki jih je izvajal, bilo v čakalni vrsti več kot 1200 bolnikov, od tega jih je bilo skoraj 500 dvojnih, pravi namišljenih, neresničnih v čakanju. In še več, dokler je on deloval v bolnici pred njegovo odpustitvijo, je bila uradna čakalna doba za ta poseg do leta 2032. Ja, ne, zdaj, če bom na kratko, ne. To niti ni celoten, mislim, da traja več kot 5 minut, celoten ta izsek pri tem, ampak tudi Golob te iste stvari ponavlja iz dneva v dan. Ne. Kot prvo, dr. Kavčič ni operiral v zasebni ambulanti, ne, ampak pri koncesionarju. Ne. Vse samoplačniške posege pa je delal v splošni bolnišnici Novo mesto, torej prinašal javni bolnišnici dodaten zaslužek s tem. Ne. Tega, govorite o dodatnem zaslužku, torej ne moramo, ker je koncesionar dobil isti denar kot javna bolnišnica, samo da mora ob tem z istim denarjem zagotoviti še opremo, ne, tako da v resnici, ne, bom rekel, ima priložnosti, da več zasluži tukaj bolnica, bistveno več kot koncesionar, ki ni on osebno, ampak pač drug zavod. Ne. Čakalna vrsta, ne, je zelo lepo povedal, je čista laž. 2 leti približno je bila čakalna vrsta, nikakor ne do leta 2032 in nikakor ni bila umetno ustvarjena. Je pa res, da so se potem ljudje, ko je on bil odpuščen iz bolnice, predstavili, ne, ker ti lahko imaš napotnico samo za en zavod, ne, in pač tisti, ki so bili prej v vrsti pri njem v splošni bolnišnici Novo mesto, so potem, ko so njega odpustili, rekli, velik del njih, ne, bomo šli drugam, kjer je on zdaj. Preprosto ne? Zato, ker njemu zaupajo, ker želijo, da jih obravnava on. In zato je ta čakalna vrsta zdaj v Novem mestu toliko krajša, ker so ljudje odšli od tam, ne, tja in nikakor jih ni on vozil ven ali kakorkoli. Ne. Tako da govoriti o namišljenih bolnikih, ne, z napotnico, on lepo razložil, ne, samo v eni ustanovi imaš lahko napotnico naenkrat, ne, torej vsi, ki so imeli napotnico v Novem mestu, so jo imeli, potem so pa šli drugam. Ne, in to je ta zdaj to prečiščena, to je ta prečiščena Goloboča. Mislim, toliko laži, ne, kot jih je izrekel, da je pravzaprav neokusno že. No. Glej, to je samo ena epizoda v dokazovanju laži kot glavne politične valute Roberta Goloba in
zdaj se bom čisto na koncu navezal na najmočnejšo ali pa prvo današnjo temo, na te prisluhe. Poglej dopis, ki ga je Robert Golob z glavo kabineta predsednika vlade poslal kolegom v Bruselj, Evropskemu svetu, tudi Ursuli von der Leyen in Antoniju Košti. To je lažniv dopis v delu, ko govori o lažnih obtožbah o korupciji, ne? Ko v celoti na tej eni A4 strani zamolči vsebino teh prisluhov, ne? Je pa vendarle dosegel, po mojem, kolikor slišim tudi od diplomatskih virov, kontraefekt. Namreč že, ko se je to razposlalo po klopeh v Bruslju, so šli vsi gledati, kaj za vraga ta spletna stran Anti-Corruption je, in po mojih informacijah vsaj polovica držav članic Evropske unije zdaj točno ve, kaj je kdo rekel na prisluhih, in si lahko ustvarijo malo bolj neodvisno sliko razmer trenutnih, kar zadeva etiko, način vodenja Republike Slovenije in korupcijo te aktualne vlade. Rekel pa bi, ne, da kar je v bistvu Robertu Golobu povsem lastno, najbolj od vseh pa je nategnil, ni druge besede, svojega največjega prijatelja oziroma edinega še relevantnega zunanje političnega zaveznika Emmanuela Macrona v Franciji, ne, ki je celo izrekel, citiram, da je Golob žrtev dezinformacij, in potem smo potočili vsak nekaj krokodilih solz. Ja, noro. Ne, lahko pa rečemo, da dobro, da so Izraelci ali kdorkoli že to snemal, to posneli v angleščini, da lahko drugi državniki to lažje razumejo. Ne? Pa tako narediva na tej točki piko, ne še dokončno piko pred volitvami. Namreč, spoštovani gledalci, že danes večer ob 9:30 21:30 se oglasimo z live streamom na portalu zanima.me. Kje bodite takrat? Bodite na www.zanima.me. Torej ne na YouTubeu, pač pa na našem portalu, odkoder vas bo povezava vodila na ta live stream. Ne? Tako je, analizirali bomo še zadnje soočenje in postavili piko, dokončno piko celotni volilni kampanji tik pred začetkom volilnega molka. No, ko se pa volilni molk konča, v nedeljo zvečer pa se znova vrnemo spet z live streamom, tokrat pa na YouTubeu, kjer bomo celoten volilni večer spremljali tudi na portalu zanima.me, serijo zanimivih gostov in uvidom v dogajanje, torej kaj se bo dogajalo na terenu. Do tega trenutka našteli, da nas bo v etru približno 10, morda še kdo več, torej v nedeljo nekje od 18:30 ure, o tem boste tudi obveščeni s posebnim okencem, vsi naročniki na Zanima.me YouTube kanal, pa tja nekje do 22 ure, če ocenimo, da bi bilo zaradi nekih bistvenih podatkov smiselno še dlje, pa pač tudi še dlje po 10 uri zvečer. Kratka, z vami bomo do konca štetja glasov, tako ali drugače. Ne zamudite, torej v nedeljo se gledamo na zanima.me. Del tega prenosa bo tudi na Radio Ognjišče. Lepo bodite. Srečno.